predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar v spremstvu gostitelja, predsednika odbora za podelitev Bloudkovih priznanj, gospoda Viktorja Grošlja. Prisrčno dobrodošli na 58. podelitvi Bloudkovih priznanj. Moram reči, da me danes resnično veseli, da ne rečem, da sem ponosen, da vas lahko prvič nagovorim kot minister, ki je odgovoren za šport. Če se vam je zdelo, da se je pomlajšal, naj vam povem, da je na odru zaradi priprav na Tenerifu njegov brat Klemen Čeh. Janez Hudej je aktiven član Društva paraplegikov in prostovoljec pri mnogih aktivnostih in dejavnostih društva že Vladimir je v tedanji Jugoslaviji osvojil 7 naslovov državnega. Magister Janez Slavič je svojim športnim udejstvovanjem na področju kasaštva v Sloveniji prvi in najbolj zaslužen, da je ta aplavz naj bo namenjen prejemniku Bloudkove plakete za leto 2022, Toniju Vodišku. Gre za izvrsten dosežek, predvsem pa so naši orli spet pokazali vrhunske skoke in odličen ekipni duh. Žan Kranjec za vrhunski mednarodni športni dosežek. Z veseljem in spoštovanjem pa zdaj k slavnostnemu nagovoru vabimo častno gostjo, predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc-Musar. En lep dober večer vsem skupaj. Spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport, po novem, spoštovana ministrica za zunanje in evropske zadeve, spoštovani gospod Viktor Grošelj, članice in člani odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, drage športnice in športniki, gospe in gospodje. Pred nekaj dnevi smo praznovali slovenski kulturni praznik. Izbrani datum predstavlja poslednje dejanje v življenju velikega pesnika, ki je v pomladi narodov dokazal, da je slovenski jezik dovršen in zrel za najzahtevnejši pesniški izraz.
23. septembra bomo praznovali Dan slovenskega športa. Na ta dan leta 2000 je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna. Verjetno se vsi med nami še zelo dobro spomnimo uspehov veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca iz Sydneyja, ko smo pesti držali v zgodnjih jutranjih urah. Do tega imenitnega trenutka pa je vodila pot, ki so jo tlakovali izjemne slovenske športnice in športniki že vrsto let prej in na različnih športnih prizoriščih doma in po svetu. Od prve olimpijske medalje, ki jo je leta 1912 v Štokholmu osvojil Rudolf Cvetko, do zgodovinskih nastopov Leona Štuklja, Miroslava Cerarja, Mateje Svet ter drugih, smo Slovenke in Slovenci sebi in svetu dokazali, da sodimo med najboljše. Sama se zelo dobro spomnim prvih zimskih olimpijskih iger, na katerih je nastopala Slovenija pod slovensko zastavo v Albervillu, in leta 1992 sem kot mlada punca navijala za čisto vse športnike na letnih olimpijskih igrah 1992 v Barceloni. Tudi tam smo dobili medalje, ampak himna, kot rečeno, leta 2000. Na vso to prehojeno pot smo lahko izjemno ponosni. To poslanstvo ponosno nadaljujete tudi vi, spoštovane prejemnice in prejemniki Bloudkovih priznanj. Vam in vašim predhodnikom smo zato seveda iskreno hvaležni. Šport je zaradi zgledov in vrednot, ki jih poudarja, zelo pomemben, saj dviguje duh celotne družbe, predvsem pa daje pomemben zgled mladim. Športnice in športniki nas namreč povezujete in nam dokazujete, da moramo vedno strmeti k višjim ciljem ter si preprosto upati. Zmoremo več je vodilo v športu, ki ga moramo privzgajati že našim mladim, nanj pa se moramo prav vsi spomniti vsak dan, da bomo lahko našo Slovenijo vodili naprej v prihodnost, ki si jo želimo. Prihodnost, kjer bomo še naprej ponosni na dosežke, ki jih naša država dosega prav na vseh področjih. Počastitev nacionalne kulture in športnih dosežkov z državnima praznikoma je zato zelo pomembna. Z njima se slovenska država in ljudje poklonimo temeljema svoje identitete, ki sta jo skozi čas soustvarjala, krepila, bodrila, če hočete, kultura in šport. Praznika doživljam kot izraz hvaležnosti ljudi in zavezo, da nikdar ne bomo pozabili na nenadomestljivo vlogo kulture in športa. Prav tako ne bomo pozabili na ljudi, ki ste njuni glasniki. Spoštovani, šport in z njim športnice in športniki ste simbol upanja. Imate odgovorno poklicno in družbeno poslanstvo. Vedno znova nam dokažete, da je pomembnejše od zmage to, da ljudje dosežemo lastni potencial. Da v odnosu do sebe, ne drugih, postanemo najboljši. Hvala vam za to. Ste naši, imamo vas radi in s ponosom res čisto vsakič navijamo za vse vas. Gospe in gospodje, kultura in šport nas povezujeta v skupnost, v narod. Družbi znata nastaviti ogledalo in ji pokazati, da znamo in zmoremo bolje. Da znamo in zmoremo biti boljši ljudje, boljša skupnost. V najžlahtnejšem smislu nas nagovarjata k olimpijskemu in elizejskemu miru. Na to pomislim vsakič, ko na športnih prireditvah z množico pojem slovensko himno. Čudoviti Prešernov zapis ni avtoglorifikacija naroda, namreč vizija Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, o miru med sosedi in narodi, ki svobodno sobivajo. To čutim kot izpolnitev sanj o odličnosti ljudi, našega telesa in duha, h kateri nas nagovarjata kultura in šport. Predno se zahvalim in čestitam nagrajencem, pa mi dovolite, da vendarle omenim še paralimpice.
Pred nekaj tedni sem bila na podelitvi priznanj najboljšim parašportnikom v Republiki Sloveniji. Tudi oni so del športa, del naše narodove zavesti. Spoštovane športnike in športnici, vse to, kar sem nanizala, vi dokazujete vsak dan in nocoj boste za svoje imenitne dosežke na področju športa prejeli najvišja državna priznanja. Ko se država pokloni umetnikom s Prešernovimi nagradami, se športnicam in športnikom pokloni z Bloudkovimi priznanji. Odboru za podelitev Bloudkovih priznanj in njegovemu predsedniku, gospodu Grošlju, se iskreno zahvaljujem za opravljeno delo. Drage športnice in športniki, iskreno vam čestitam in sem vam res hvaležna za vse to, kar dajete ljudem. Brez vas ne bi bili to, kar smo. In še ena misel za konec. Spoštovani minister, veliko ste si naložili na svoja ramena med vse obveznosti, ki jih imate še šport. Ne pozabite, prosim vas, na izobraževalni sistem, ki vzgaja naše mlade športnike. Razumem poslanstvo, da je šport gospodarska panoga, da je velik promotor Republike Slovenije, ampak naše heroje in herojine vzgojijo naši pedagogi v osnovnih šolah in trenerji, ki gradijo športno zavest in športno nacijo, kakršna je Slovenija. Hvala lepa vsem in srečno na nove športne zmage in uspehe. Thank you.